za naslednjič ti lahko zaupam vse skrivnosti velikih mojstrov, kako močno povečati možnost, da imaš... Jetlag. Ne, da imaš... 100% sure you're gonna have a jetlag. Ne, da imaš celo vrsto zase fraj. Aha. V bistvu mislim, da... Ne zdaj vsem povedati tega. Večina folka upam, da ne bo nam letalo naslednjič. Kupaš 4 zice, ne? Ali je to tvoj hack? Ne, v bistvu imaš takole. Ponavadi za to, kaj si ti naredil, moraš plačati. Da ti zbereš zic, moraš plačati ekstra, ne? Ja, v tem primeru ne, ampak če plačaš ful mal. Sam da zbereš zic. Ne, tudi ko po 50 evrov daš, če flights recimo 400 daš 50 evrov. Kar je to, koliko daš recimo za en notranji flight, ne? Če se hočeš tega izognati... A to so frendi plačali, ko smo šli kje smo šli? Ja, za plačati je bilo iz Istanbula do Bangkoka, ko smo šli tja. In kolegi so plačali, da so imeli legroom, ampak čisto od spredi. In so bili tako sardine, jaz pa nisem plačal, od zadnji je bil pa prazen flight. Mi smo ležali, oni so bili pa tako, pa so plačali. Ja, to so ful smešno. Ne, najboljši hack, če hočeš imeti zelo udoben flight, brez da plačaš več, narediš to. Najprej, ko narediš check-in, ko dobivaš letalsko karto, tam, ko daš patlago, rečeš, če ima kak dober zic, zate. Zame, tako rečeš. Do you have any good seats for me? I'm a big guy. Yes. In včasih že ona tam reče, ja, tle imam enega, ki je boljši. Ampak ponavadi, kaj ti ona zrihta, da v najslabšem scenariju, zdaj ti nisi več recimo nekje na sredini, ker te sedeže so najslabše, ko sediš na sredini, ampak da te vsaj da na zic, ker si ti, ne vem, če hočeš biti po oknu, ali če hočeš biti tle na... Hodniku, ja. Ja, kako se poslovno skače? Ja, na prehodu, tako. To pomeni, ona te že reši tega, da ne boš na sredini. To je skod zmeri mi to uspe. Ne? To pomeni, worst case ni več, da bom nekje na sredini, se ti šel s folkom. Kaj pa pol narediš? Pol ti čakaš pred gateom. In ko prideš do gata, je že ponavadi, so že vsi naredili check-in. Če ne počakaš, recimo, imaš ti tik pred bodnigom in potem greš do njih pa rečeš, ok, to je moja karta, a imate kak boljši zic. Aha, ok. Tukaj je success rate kar mali, ampak itak nimaš kaj pametnega za delati. Ker so polni avioni. Ker so polni, ali pa ker ona tam pa se ne ljubi s tem ukvarjati, ampak včasih ti ona tam zrihtake, zato ker ti ta prva ni mogla, ker ni še vedla. Ni še vedla, mislim, da včasih nima vseh podatkov še, ampak imaš itak čas, vzame ti par minut, stopiš do te in pokažeš karto, pa rečeš ima kak boljši zic. Odvisno od letališča, ker ni to par minut, lahko je to 15 minut hoje, Ne, ti moraš nazaj do check-ina. Ne, to je pred gateom. A ja, tam, ko čakaš, da vstopiš na letalo, tam to narediš. Kaj pa najboljši hack? To pa deluje v večini primerov, več kot 50%. To ni več kot 50% flightov, vsaj zdaj pa sploh, med COVID-om, ni čist polnih. In kaj je najboljši hack? Ti se zmeri ukrcaš na letalo zadnji. Ti počakaš, da je res on last call, ki reče, zapiramo gate, takrat ti greš noter. Zakaj? Zato, ker ti veš, da noben za tabo ne bo pač na letalo. In zdaj ti sploh ne gledaš na tiket, kjer zic imaš, ampak gledaš, kje je vrsta, kaj je fraj, če je na vrsta fraj. To je ti v bistvu, če zadnji stopiš, zbiraš vse, kar je, da ne smeš zbrati first class, ker tam ti pogleda na karto, če si ti dejansko plača za first class, ali pa business class. Ampak kaj oni ponavadi naredijo, sploh na teh daljših letih, ne vem, zakaj približno si mislim, da for safety reasons spustijo eno vrsto fraj, če bi ne vem, kdo bil živčen, ne vem, če bi kaj delal, da imajo čisto zadnji eno vrsto fraj, tako da jaz dobim 70-80% primerno, da imam celo vrsto fraj, ko stopim, vidim že nadalč, da je tam čisto na koncu doben ne sedi. Tako da, evo, hack za naslednjič. Ja, dobre. Ali pa plačaš biznis, pa je.
Ja, mislim, to je za vse študente, ki so on budget, so to najboljši heki. Pa za Janja. Pa za mene, ja. Ker sem tako, mislim, isto se mi zgodi katerim frendom, ki se rekel. Pač gledam folk, ki je tam plač, da je v prvi vrsti, jaz pa zdaj celo vrsto zase. Ja, dosti v life o takih stvari, ja. Tako da ja, to je hek za naslednjič.